Dober dan želim. V naši predvolilni oddaji tokrat gostimo kandidata za župana občine Kranjska Gora, Blaža Vebra. Dober dan. Dober dan, že. No, glede na to, da smo se v vaši tej prvi predstavitveni oddaji osredotočili na vaše ideje na splošno, je morda prav, da sva danes nekoliko bolj konkretna. Česa se torej lahko občanke in občani nadejamo v prihajajočem naslednjem mandatu? Ja, res je. Se mi zdi kar prav, da program, ki smo ga predstavljali zdaj tudi po Dolini v zadnjem mesecu, ali pa bolj konkretno v zadnjih 10 dnevih, nekako konkretiziramo. Veliko idej je prišlo, veliko pobud je prišlo, nekatere med njih so bili recimo nove, nekatere smo že imeli zapisane v programu, ampak moram reči, da se je izkazalo to za pravilno odločitev in veliko teh idej smo potem tudi za ekipo predebatirali in jih, bom rekel, verjamemo, da bodo tudi realizirane. Začeli smo nekako v Podkorenu in za sam Podkoren se mi zdi res zdaj odlično, ko se dela povezava med samim krajem in pa smučiščem. Ta projekt je že kar nekaj časa bil na papirju, nekaj ideje so bile, želje, no zdaj bo dejansko realiziran. In ena od možnih variant, potem ko bo dostop tudi preko mostu na poligon urejen, je ta, da se Kranjska Gora nekako razbremeni s to špico pritiska sploh v zimskem času in avtomobile preusmeri skozi to križišče nazaj proti sami Kranjski Gori, vse vmes pa urediti mogoče, ali pa verjamem, da bo to najboljša možna rešitev, potem tudi z šatlom oziroma z avtobusnim prevozom med enim krajem in drugim, s tem povežemo tudi Veliko dolino in nekako ta pritisk na osrednji center ali pa centralno parkirišče v Kranjski Gori razbremenimo. Tam se je izkazala zdaj tudi ena taka fajna lokacija, kar se tiče za postavitev trgovine, o tem smo govorili v zadnjem času, vsi na ledinah, mi rečemo, no, tam, ki je včasih stala fabrika, mogoče kot prostor, kjer bi se lahko za spremembo OPN-ja tudi umestila neka trgovska veriga, trgovina, nekaj, kar bi dejansko obogatilo našo storitveno dejavnost. Podkoren je bil potem tukaj tudi debat veliko, kaj je tisto, kar ga lahko recimo naredimo nekaj dodatnega ali pa kakorkoli. In storitvena dejavnost je bila tista, za katero smo nekako ugotovili, da Podkoren ima nek potencial. Zelo lepo se je izkazal ta konjeniška recimo dejavnost, ki se je razvila pri Razingorju in je izredno lepo vključena tudi v turistično ponudbo in obratništvo, mizarstvo. Veliko stvari v bistvu, ki še nekako čakajo, pa ta potencial imamo. Tudi v Ratečah je bila debata na Trgu na Goric nekako v tej smeri, kaj je tisto, kar še lahko pričakujemo mogoče v bližnji prihodnosti in je realno. Predvsem govorili smo o realnih projektih. Zdaj za izgraditvijo parkirišča pred samo vasjo lahko nekako kar računamo na to, da bi se postajališče za avtobuse, ki je zdaj v skoraj centru vasi in zavzema kar lep košček, bom rekel, pomembnega prostora, prestavi na samo lokacijo pred vasjo, ostane tam avtobusna postaja, na tej lokaciji pa se naredi neko boljše, kvalitetnejše območje, ali je to park, otroško igrišče, karkoli, mogoče tudi v povezavi z vrtcem. Potem en projekt mi je bil zelo všeč, ko so ga občani oziroma krajani predstavili, je seveda ureditev ledin, protipoplavna zaščita ledin, se mi zdi, da je bistvena, pa recimo cesta na Tromaju, kjer bo obvezno treba urediti nek sistem, ki bo omogočil dostop na vrh, mogoče predvsem lastnikom in pa intervencijskim vozilom, za ostale uporabnike pa bi bila recimo ta cesta nekako neprevozna. Mogoče bi bilo ta sistem potem dobro nadgraditi tudi z ostalimi gozdnimi cestami po sami občini. Pa seveda večno vprašanje, kaj se daj s parkiriščem med gostilno Mojmir in pa s mejnim prehodom za Italijo. Tako da je bilo kar veliko takih konkretnih vprašanj tudi v Ratečah. No, potem smo se preselili na Dovje. Ponovno, zelo, bom rekel, lep dan smo imeli tam, lep večer smo imeli tam, nekako smo ga združili potem tudi s soočenjem. Ampak glavno je bilo to, da se nekako naredi nek skupni imenovalec, kaj Dovje potrebujejo. Kmetijstvo je prav gotovo tam tista dejavnost, ki vleče. In tudi ugotovili smo, da kmetijstvo samo po sebi
na dolgi rok nekako ni potencial, ki bi ljudi prepričal, sploh mlade, da v tem poslu ali pa tej dejavnosti ostajajo. Številke lepo kažejo, da med 150 registriranim kmetijam, ki zdaj trenutno so, jih je aktivnih 100, z dopolnilno dejavnostjo še nekoliko manj. In prav to dodano vrednost, ki jo kmetijstvo daje, na eni strani turizem daje veliko povpraševanje, na drugi strani pa potrebujemo ponudbo. Je mislim, da tisti potencial oziroma tisto smer, v kateri, če bi bil nekim skupnim dogovorom ali pa jasno vizijo, tudi s pomočjo občine, lahko zagotovili veliko več. Katra je tisto srednji prostor, ki mora postati ne ponovno oživiti, ker po mojem mišljenju nikoli ni živel tako, kot bi moral, ampak dati mu vlogo osrednjega centra, kjer bi se združevalo kmetijski pridelki iz cele doline, dajali na trg, bili primer dobre prakse in potem bi iz te mikrolokacije lahko to zadevo širili po celotni dolini. Mojstrana, tam smo bili včeraj, prav gotovo eden izmed centrov, v katerega v zadnjih letih vloženega kar veliko investicij, časa in mislim, da je Mojstrana lepo napredovala v zadnjih letih. Izzivov je še veliko, pred nami je dokončanje umirjanja prometa v Vrata, parkirišče kot osnovna infrastruktura je urejen pred samo Mojstrano. Trenutna situacija, vsi sami vemo, da ni v redu, to je zdaj nekako na pol rešitev, lahko temu rečemo. In imam dobro informacijo, ki sem jo izvedel v zadnjem tednu, da je bila tudi dejansko cesta prenesena iz države na občino in imamo zdaj vse pravne podlage, da tam uredimo tudi zapornico in s tem uredimo promet, kakor si ga vsi želimo. To ne bo dokončna rešitev, bo pa veliko bolje. O tem sem prepričan. Prav gotovo je eden pomembnejših projektov gradnje gasilnega doma za prostori oziroma pisarno za gorsko reševalno službo. In s tem mislim, da bo Mojstrana po dolgem času pridobila spet en tak pomemben javni objekt. Seveda je še veliko vprašanj bilo tudi tam. Lahko pa rečem, da smo pa en dan izkoristili tudi zato, da smo obiskali te manjše kraje in je bil to kar eden lepših dnev meni osebno. Res, šli smo v Radovno, smo se imeli super, pri Psnaku sicer je padel dež, ampak je bila debata tako sproščena, malo smo pojedali krapov pa kaj popili, potem smo šli v sreden vrh. Me je tako lepo presenetilo, ker so občani se zbrali, prišli, povedali konkretne primere. Na koncu pa zaključili na Belci, kjer so nas spet pričakali zelo gostoljubno in je bil res tako lep dan. Danes zaključujemo v Kranjski Gori. Kranjska Gora ima kar nekaj izzivov še pred sabo in jaz vem, da bomo skupaj z ekipo se tega lotili zelo kmalu in tudi na tem področju naredili spremembe. Kako pa vi ocenjujete celotno predvolilno kampanjo tule v dolini? Zelo pozitivno. Lahko rečem, da smo se z ekipo res potrudili, šli po vseh teh krajih, sem jih zdaj tudi omenil. Ni bilo lahko, no, je bilo kar naporen, ampak se je splačal. Vsak stisk roke, vsak krajan, ki je prišel, vsak pogovor mi je bil res zelo pomemben. In mislim, da smo se prav odločili in tudi ekipa, ki mi je pomagala, se moram na tem mestu res zahvaliti. 15 prostovoljcev je kar garal skoraj cele dneve. Vse smo spekli sami, vse smo želeli, da kar bomo predstavljali, da bo prišlo iz naše doline od Mojstrane do Rateč, tudi te ponudniki, vsi, ki so zraven prestopili, od proizvajalca piva na Belci do mesnin, sira, čaja. Moram reči, da so bili zelo veseli in tudi zelo pripravljeni sodelovati in sem kar nekako začutil, da je to tista stvar, ki daje neko težo ali pa energijo tudi nam, da v bistvu v to še bolj verjamemo in da na tem še nadalje tudi veliko več delamo. Sama kampanja je bila, bom rekel, kar razdeljena. Na eni strani na tiskane oglase, na drugi strani na socialne medije, ampak na koncu se mi zdi, da je bilo pa res najbolj pomembno to, da smo bili med občani, da smo se veliko družili in vse skupaj, če zaključim, sem res izredno vesel, da je bilo tako dobro sprejeta. Kaj bi gledalkam, gledalcem, volivkam, volivcem zaželeli zdajle ob koncu današnje oddaje? Ja, na tem mestu se res obračam na vse vas, spoštovane volivke in volivci. Nedelja pred nami je pomemben dan.
Odločili se bomo, po kakšni poti bomo peljali našo Zgornjesavsko dolino. Sam kot kandidat za župana sem že na začetku volilne kampanje našemu sloganu dodal na pravi poti besedo skupaj, ker verjamem, da samo skupaj lahko uresničimo vse tisto, za kar smo se prizadevali ali se pogovarjali v zadnjem tednu, mogoče mesecu. To so moje trdne zaveze, za katerimi stojim sam skupaj z ekipo. Vaš glas pa je tisti, ki vse to lahko uresniči. Srečno vsem in vabljeni na volitve v nedeljo. Zahvaljujem se vam za obisk v našem studiu in seveda na nedeljskih volitvah želim srečno in vse dobro. Hvala lepa za vabilo. Vam, drage gledalke in gledalci, pa hvala lepa za vašo pozornost. Naš gost je bil tokrat kandidat za župana občine Kranjska Gora, Blaž Veber. Nasvidenje.